Nadobudna ekipa šolskega spletnega časopisa Smrekarček v sklopu interesnih dejavnosti pridno piše o dogajanju na šoli. Objavimo novice, se pravi, kaj se je na šoli zgodilo, kakšni tabori, kdo je obiskal našo šolo, delavnice. Zelo rada pišem o živalih. Najraje imam članke o športu, pa intervjuje imam tudi zelo rad. Da bi bili pri svojem delu čim boljši, so prisluhnili nasvetom urednice časorisa, ki meni, da mladi potrebujejo vsebine namenjene prav njim, saj so vsebine za odrasle včasih preveč zapletene. Časoris se je rodil, ko se je zgodil teroristični napad na Charlie Hebdo, se pravi na uredništvo satiričnega tednika v Parizu, in otroci so tudi to izvedli, ne. In se mi je pač zdelo boljše, da to pač nekako povemo tako, da bojo oni razumeli, da jih bo manj strah, da bojo razumeli, da so taki napadi zelo redki dogodki. Meni se zdi v redu, da čim prej izveš to na primeren način, recimo od staršev ali pa od učiteljev ali pa po kakšnem primernem časopisu, ne pa da ti recimo kakšen prijatelj pove in pol te čisto prestraši ali pa kaj. Mladi sicer najraje berejo o živalih, vesolju, športu in znanih ljudeh, a tudi take vsebine morajo biti kakovostne. Naj bo to z nekim smislom in z namenom. Naj to bo res zato, da bojo mogoče tudi šola se bolj povezala ali pa da bojo znali odgovoriti ali bo prepoznali problem in nanjo znali odgovoriti, če recimo na neki šoli problem slaba hrana, recimo, ne, da se začnejo o tem pogovarjati. In vsaka novica mora odgovoriti na 5 osnovnih vprašanj. Kdo, kje, kaj, kako in zakaj. Uls je še posebej zapomnil pravilo obrnjene piramide. Najpomembnejše informacije so na začetku članka. V časopisu zmeri vidiš največ naslova, ne? In iz naslova, naprimer, če vidim jaz kaj zanimivega, naprimer šport, bom prebral. Če mi pa že čez naslov ni zanimiv, pa nasploh ne preberem. Vaja dela mojstra, skupaj pa so že našli nekaj zanimivih tem, o katerih boste lahko brali v obeh spletnih časopisih.